vsem, hvala, da ste prišli. Nekateri od nas smo že imeli zdaj rahlo uverturo v dogodek. Aldo Milohnič in Teja Roger, ki sta tudi avtorja zasnove razstave, ki jo tu vidite in se tudi z jutrišnjim dnem proslavlja, sta pripravila kratki sprehod in že v bistvu nakazala neko bogato vsebinsko pestrost in neko zgodovinsko razsežnost Hlapca Jerneja. Tako da zdaj se bomo malo še pogovarjali o knjigi. Moje ime je Zala in bom z gosti in gostjo, ki jih bom predstavila malo kasneje, podebatirali o različnih perspektivah Cankarja, Hlapca Jerneja konkretno, o delavskem boju, o razrednih vprašanjih. Na začetku nekaj besed o knjigi Alda Milohniča. 40 let sem delal dramatizacije in priredbe Cankarjevega Hlapca Jerneja s priloženima ponatisoma dramatizacij Milana Skrbniška in Ferda Delaka. Knjiga je nastala na podlagi avtorjeve temeljne raziskave dosedanjih transpozicij Cankarjeve povesti Hlapec Jernej in njegova pravica iz literarne umetnine v druge oblike umetnostne produkcije, zlasti v dramatizacije in njihove uprizoritve v gledališču. Poleg priredb za dramsko in glasbeno gledališče, ki jih je bilo do zdaj največ, knjiga prinaša tudi pregled priredb za radio, film, televizijo in strip. Avtor je posebej poudaril prvo znano celovito dramatizacijo Milana Skrbniška, ki je nastala pred 100 leti, ter najprodornejšo in največkrat izvajano priredbo Ferda Delaka, ki se je prvič pojavila pred 90 leti. Knjiga prinaša nekaj novih ugotovitev o priredbah in uprizoritvah, ki so bile do zdaj slabo raziskane ali celo povsem neznane. Poleg tega so v njej prvič na enem mestu zbrani podatki o vseh dramatizacijah, priredbah in uprizoritvah Hlapca Jerneja, ki jih je v avtorji do zdaj uspelo evidentirati in obdelati. Še nekaj stavkov o Aldu Milohniču, čeprav verjamem, da ga poznate. Dr. Aldo Milohnič je profesor na AGRFT, na kateri predava zgodovino gledališča. Od leta 2013 je predstojnik Centra za teatrologijo in filmologijo AGRFT. Je urednik številnih zbornikov in tematskih številk strokovnih in znanstvenih revij, soavtor več knjig, avtor številnih znanstvenih in strokovnih člankov ter avtor znanstvenih monografij, teorije sodobnega gledališča, umetnost v času vladavine prave in kapitala in gledališče upora, zadnja knjiga iz leta 2021. Še čisto na kratko bom predstavila sodelujoče. Ob meni je Žiga Divjak, gledališki režiser, ki je leta 2018 ob 100-letnici Cankarjeve smrti zasnoval in režiral eno zelo sodobno in aktualno različico razumevanja in interpretacije Hlapca Jerneja. Šlo je za dokumentarno, na nek način tudi terensko gledališče, o katerem boš povedal kasneje več, kako je nastajalo in kje so predvsem te paralele z Cankarjevim časom in današnjim časom. Mateja Pezdirc-Bartol, profesorica na oddelku za slovenistiko na Filozofski fakulteti. Njena raziskovalna težišča so med drugim slovenska dramatika in gledališče, teorija drame in meddisciplinarni pristopi k literaturi. Ukvarjala pa se tudi z motivi razrednega vprašanja oziroma delavskih pravic v dramatiki oziroma literaturi. In na skrajnem robu še Leo Kreft, filozof in sociolog, upokojeni profesor na Filozofski fakulteti v Ljubljani, čija številna raziskovalna dela so med drugim pogosto zajemala temeljna vprašanja estetike, marksizma, reprezentacije političnega in raznolike mehanizme revolucije. Tako da lahko vidimo, da imamo zelo širok spekter nekih vstopov v interpretacijo Cankarja oziroma Hlapca Jerneja. In kar začetno vprašanje za avtorja Alda Milohniča. Gre za zelo najprej čestitke za knjigo in za zelo temeljno delo z obilico nekega raziskovanja. In predno gremo mogoče v kakšne vsebinske ali pa v tematske podrobnosti, nas bi vseeno zanimalo, kaj je bil tisti temeljni impuls, kdaj si v resnici že začel to raziskovati, koliko časa je nastajal, ampak predvsem, kaj je bila tista poglavitna fascinacija, ki je v bistvu na koncu pripeljala do tako intenzivnega dela in ukvarjanja s temi dramatizacijami. Hvala, Zala. Dovoli, da najprej samo še v svojem imenu pozdravim vse tukaj
prisotne in se zahvalim prav vsem in vsakem posebej, da ste si vzeli čas in prišli, nekateri ste bili že prej na zadnjem vodstvu po razstavi, ki se poslavlja in bo potem še malo zaživela ponovno v Mariboru. Tako da res najlepša hvala. Zdaj pa odgovor na tvoje vprašanje. Pravzaprav bi težko rekonstruiral, kdaj sem se zares začel prvič. Mislim, kdaj sem se prvič srečal z tem, seveda s Klavcem Jernejem, Cankarjevem že zdavne, ampak s tem impulsom, impuls, da bi poskusil pregledati vse te priredbe, uprizoritve Klavca Jerneja. Se mi zdi, da najpozneje gotovo, ko sem pripravljal knjigo iz leta 2016, ki si jo tudi prej omenila, Umetnost v času vladavine prava in kapitala. Išla je leta 2016 pri založbi Maska. Tukaj je z nami še nekaj časa, bo pa moral hiteti naprej, takratni urednik, saj si ti bil urednik, ko je ta knjiga. Takrat si še bil urednik, ko je šla, ali je pa bila Amelija že? Ne, Amelija, pardon, pri oni prejšnji si bil Amelija, pardon. Skratka, Amelija Krager je bila takrat urednica te knjige. In mislim, da, koliko imam v spominu, da že tam, v nekem poglavju, se že ukvarjam s tem vprašanjem, predvsem torej prava in pravičnosti. Kajti to je, tudi sam Cankar je v nekem zapisu, nekem pravzaprav posvetilu ob izidu Klavca Jerneja zapisal, da je pravzaprav ta njegova povest, ta novela, bi morala pokazati, da pravo in pravičnost sta dve različne stvari. To nista isti stvari. In to je nekaj, kar se mi zdi, da je nenehno neka mantra, ki se ponavlja. Nek ideal prava, da bi zagotovil pravičnost, vam to nikoli ne uspe. Vedno nekak mrtvi tek poskuša zagotoviti pravičnost in mu to nikoli ne uspeva. Torej, problem, ki ga ima Klavec Jernej, je ta, da on tega ne ločuje. Za njega je pravo enako pravičnost in obratno. In v tem prepričanju, v tem upanju se tudi odpravi na to svojo pot iskanja pravice. Potem, ko meni, da so mu bile kratene njegove pravice. Po 40 letih dela, garanja, na neki posesti, na neki kmetiji, pač svoje vse imetje zveže v eno culo in se odpravi na pot iskanja pravice. Seveda do te pravice ne pride, kajti pravo je na strani tistega, ki mu je to pravico kratil. In to je pač ta hibris, ta nekak tragična neka zmota, v kateri živi Klavec Jernej in se potem njegova usoda konča, kako se konča, pravzaprav na grmadi. No in to je nekako bil začetek, potem pa v tej knjigi, ki je šla leta 2021, takrat pri znanstveni založbi Filozofske fakultete, Gledališče Upora, tam sem se recimo dosti ukvarjal z delavskim odrom in seveda nekateri ključni dosežki delavskega odra so nastali v času, ko ga je najprej vodil Bratko Kreft, potem pa Ferdo Delak in seveda znotraj tega obdobja je pa ravno Delakovo uprizoritev Klavca Jerneja bila ena izmed ključnih in gotovo najvplivnejših, najodmevnejših. Zanimivo je, da je takrat pravzaprav in levo usmerjeni tisk, levo usmerjeni mediji, delavski mediji so pisali v superlativih o tej uprizoritvi, ampak zanimivo,
tudi bolj, mogoče liberalni, celo bolj konzervativni, ne, so dosti dobro, ne, odreagirali na to predstavo, ne, nad vsemi pričakovanji, ker mislim, moramo se zavedati, da so takrat torej mediji zelo polarizirani, tudi danes ni bistveno drugače, ne, ampak so tudi kritiki, gledališki kritiki, ki so takrat pisali v teh medijih, ne, so bili precej tudi ideološko, ne, obarvani in ni bilo vseeno, ne, za kateri medij takrat pišeš, ne, in se že na podlagi tega, za katere medije si objavljal kritike, se je že lahko predpostavljalo, ne, kakšna je tvoja politična usmeritev. Tako da je zanimivo, ne, da je ta predstava dosegla res neko vsesplošno pač odobravanje, je bila dobro sprejeta in to o tem sem torej že v tem kontekstu razmišljal. Tako da je bilo več nekih vstopnih točk. Na koncu, ko sem v nekem trenutku na začetku, pravzaprav že na začetku raziskovalnega procesa ugotovil, da je teh dramatizacij, priredb, libretov, uglasbitev, ne vem, scenarijev, radijskih iger, nazadnje tudi priredbe za strip, da je tega toliko, ne, se pravi okoli, začunil sem, da je nekje okoli 40, ne, takih priredb, vsej meni znanih do zdaj, ne, verjetno se še kje skriva kakšna druga, kakšna, ki se mi je izmuznila. O prizoritvah, izvedbah sploh ne morem govoriti, ker to je tega bilo ogromno, ne. Nekako se mi je zdelo, da je to tako bogatstvo, ne, in pravzaprav neverjetno, ne, kakšen vpliv je imela ta Cankarjeva novela na razne uprizoritvene umetnosti, na film, radio in tako naprej, da pravzaprav je bilo nujno potrebno, ne, da se naredi neka temeljna raziskava, da pravzaprav ugotovimo, kaj vse se je zgodilo, ne. In evo, tako je nastala ta knjiga, tako da je sestavljena iz večjih delov, en del je tako pač tekstualni, ne, ki nekako pripoveduje neko zgodbo, jaz sem to zastavil kot neko pot, ne, se odpravimo na pot, skupaj s Lacom Jernejem, potujemo, ne, od začetka do konca, ampak bolj je nek del knjige, ki je podatkovni, ne, ker sem probal vso to bogatstvo, ne, vse te neke ugotovitve, do katerih sem prišel, neke podatke spraviti na kup, urediti v neko smiselno celoto in jih predstaviti. Imamo slikovni del, ne, kjer so pač je neka selekcija vizualnega gradiva in na koncu imamo še ta dva ponatisa Skrbinškove dramatizacije in Delavkove dramatizacije, ker pač vendarle gre za najpomembnejše dramatizacije, ne. Lahko bi mogoče, lahko bi tudi Žigatova dramatizacija, ne, prišla v poštev, ampak to vendarle ni bila dramatizacija, ne, to je bil njegov hlapec Jernej, ki je nastal po motivih, ne, tako da sem vendarle tle nekako se držal bolj te klasike, ne, klasične dramatizacije. Evo. Ja, okej, a gremo zdaj kar naprej krog, pa se zapol vrnemo, okej. Potem bi pa vprašala Žigo Divjaka, se pravi, ti nekako dobiš poziv iz Cankarjevega doma, hkrati nastane ta uprizoritev tudi tako produkciji z Agrafetejem. Mogoče neko sorodno vprašanje, se pravi, koliko je bil ta Cankar nekako že vnaprej določen, ker je šlo vseeno za neko obeležje, koliko je pa to izhajalo potem iz tvojih lastnih stališč ali pa nekega videnja, kako je v resnici aktualen. Odloči se v bistvu za zelo eno tako, mislim, radikalno. Mislim, ne gre za dramatizacijo v klasičnem smislu, ampak gre za neko reinterpretacijo vsebine. Takrat ste terensko hodili do različnih oblik prekarnega delavstva, ki nekako vidiš neko bistveno paralelo z Hlapcem Jernejem, ki v bistvu dela 40 let in potem konča, izgubi vse pravice. Pa mogoče, če bi povedal. Ja, šlo je se pravi ob tej obletnici, za projekt 3 akademij in naj bi se pač upozoril Hlapec Jernej. Zdaj, to je neko obdobje, ko se mi je zdelo, da se, zelo sem imel občutek, da se poskuša Cankarja narediti bolj, mislim, ko malo bolj zaprašenega, kot je, kaj hočem s tem povedati, da se mi zdi, da se je ponavljala zgodovina v tem smislu, da se je zelo iskalo neke navdušenja nad neko formo, nekako pa je vsebina malo ostala v nekem drugem planu, oziroma da se ga je delalo manj nevarnega, ker se mi zdi, da še zmeraj je in pomembnega.
Zato recimo bi mogoče v nekem drugem kontekstu se ne ohranil, ne vem, prav tega naslova, tako pa se mi zdi zelo pomembno v bistvu v tistem konkretnem obdobju dati tudi nek omaž ali pa nekako se posveti tudi recimo zelo vsebinskem delu tega hlapserja, čeprav je to tudi sam Cankar pravi formalno najbolj dovršeno, definitivno. Zdaj naša vstopna točka seveda je bila ta, da problem tega, da celo življenje delaš in na koncu nimaš nič, oziroma da nekako sadovi tvojega dela ostanejo nekomu drugemu, ostaješ še kako aktualno. Mogoče se recimo zaradi velik podizvajalcev nekako brutalno izkoriščenje skrije v nekaj bolj civiliziran obraz, ampak na koncu je v bistvu v tej družbi, v tem trenutku še zmeraj prisotno res grozljivo izkoriščenje. Pogosto tudi zakamuflirano v dejanski odnos gospodar-hlapec, v tem smislu, da se nadelo tudi neke raznorazne osebne manipulacije. In to tudi na mestih, kjer človek tega ne bi pričakoval. Torej tudi prestižne hotele na koncu dneva čisti neka veriga podizvajalcev, kjer na koncu vidimo do zelo neciviliziranega in izjemno brutalnega izkoriščenja. Vse to pa se mi zdi, da smo nekako poskušali na tej vsebinski ravni, poštevati na neki formalni ravni, pa v bistvu ta proces, ki je prisoten pri hlapserju, to je neko izčrpavanje, neka cikličnost in nek križopotno, kar je tudi bilo neko tako formalno vodilo uprizoritev. Kaj pa recimo neki odzivi javnosti ali pa v resnici tudi mogoče organizatorjev ali pa pač nekega občinstva, ker je vseeno šlo za tako radikalno spremembo, se pravi, ker se mi zdi, da smo še vedno občutljivi nekako za to, vzamemo zelo eminentno ime, literarno, zgodovinsko in ga v bistvu na nek način zelo posodobno. In kakšni so bili odzivi? Meni se zdi narobe ga posodabljati, tako z nekimi postopki, to se mi zdi čisto tako zelo premalo, ker govorimo o res veliki, res mojstrovini. Zdaj se mi pa pač na nek način narobe, da pa mi vstopamo v to in naredimo to prizoritev na nek način historično ali pa so z nekimi samo umetniškimi postopki. Tako se mi zdaj pomembno v bistvu, se pravim, v nekem danem kontekstu to poudariti. Zdaj, ta usoda te predstave je bila v bistvu zelo klavrna, v tem smislu, da smo dobili zelo lepe odzive, tudi dobre kritike in tudi bili povabljeni na Dresden, na mednarodni festival. Žal pa je to nastalo v nekem programu, ki je bil bolj namenjen v bistvu predstavam, ki jih vidijo srednje šole in se mi zdi, da se pač nekako ni bilo njega poguma, ni se našlo, kako to upravičiti znotraj teh učnih procesov. Tudi nominirani so bili zelo nominacije so bili nominirani. Ok, hvala za enkrat. Mateja, vprašanje zate, se pravi, veliko si se ukvarjala, še vedno se ukvarjaš seveda s tem fenomenom Cankarja in njegovega opusa, ki ga predava študentom in študentkam. Hkrati pa je seveda tudi nek tvoj interes se v preteklem času recimo kaže tudi na neki interpretaciji in refleksiji tudi dramskih tekstov, ki se ukvarjajo ali z razrednim bojem oziroma razrednim vprašanjem. Pa me zanimalo, kako recimo iz nekega tvojega polja se kaže ta Cankarjev fenomen, da preživi v resnici ves ta čas in vsa obdobja in tudi zdaj, ki je tudi že Žiga omenil, da je predstava na nek način bila namenjena, lahko bi rekli, dosti mladi publiki, zdaj je prišlo očitno do nekih kratkih stikov, ampak v bistvu govori o tej širini. Imaš vendarle stik z neko generacijo, ki je še, recimo v primeru Hlapserja Jerneja, na poti k tem razmerju pravice in prava. Hvala lepa, Najprej mogoče tudi jaz bi rada rekla, da sem zelo vesela izida te knjige, ker se mi zdi, da je šla, vsaka knjiga izide v pravem trenutku, ampak ta je res v pravem trenutku, ko imamo, tako kot je že Žiga omenil, na naslovnicah, en dan so sobarice, en dan so medicinske sestre, enkrat so zdravniki, enkrat učitelji. Skratka, to vprašanje zaposlenih danes ni, je relevantno vprašanje.
In ne gre samo za neko podplačano silo, ampak mogoče tudi za neko intelektualno sfero današnje družbe, ki seveda nima nekih ustreznih pogojev za delo, ki ni ustrezno ovrednoteno njihovo delo. Hkrati pa danes delavec tekmuje tudi z vso tehnologijo, roboti, ves čas je v neki paniki, nekem strahu in seveda vse toga dela potem še bolj, bom rekla, nekako prepuščenega nekemu kapitalističnemu toku, megakorporacijam, podjetjem in tako dalje. No, skratka, to samo za uvod, tako da sem res vesela te knjige, ki res celovito prikaže. Zdaj pa, kar se tiče Cankarja, se mi zdi, da je moč Cankarja je v tem, da zna generalizirati neke pojave. On se ne ukvarja z nekim, tale Hlapec Jernej je točno ta, pa jaz sem takrat kandidiral, pa bi rad to in to in to in to vprašanje postavil v tekst. Ampak da zna najti neko formo, ki je res zelo univerzalna in se mi zdi, da pri svojem pisanju seveda govorimo o takšni vzorci, drugi vzorci, literarno zgledovanje, ampak da je en zelo pomemben impuls za njegovo literarno ustvarjanje njegova osebna izkušnja. In njegova osebna izkušnja je bila izkušnja ponižnih in razžaljenih, če tako rečem. Skratka, izkušnja nekoga, ki dela ves čas in potem na koncu ne dobi tega, kar je mislil, da ga čaka neko pošteno plačilo. In ja, na eni strani je pravo in pravica, ampak se mi zdi, da tam, kjer se pa on res dokončno zalomi, je pa še na koncu gre k župniku. Tudi božja postava na zemlji ni na njegovi strani, torej nihče. In to je recimo izhodišče, ki je nek brezup, neka brezup, nerešljiva situacija, v kateri se Hlapec Jernej znajde. Zdaj, jaz sem vesela, da tudi mladi avtorji, današnji mladi dramatiki in dramatičarke so se začeli spet nekako vračati k temu vprašanju delavcev. Žiga Divjak sigurno, to je en fantastičen tekst. Mi je res žal, da tega šole niso zagrable, ker bi lahko povezale in z učnim načrtom in sodobno situacijo. Potem podoben tekst je tudi Jaša misli naše skladišče. Tukaj imamo dobre, bom rekla, eno dobro spodbudo, da je to besedilo zdaj letos tudi za maturitetno branje, kar pomeni, da vendarle ta vprašanja bodo prišla tudi do dijakov. Jaz te tekste delam tudi študenti in mi je zelo zanimivo, ker ti teksti seveda so na podlagi nekega dokumentarnega gradiva. Marsikdaj so zadaj tudi neke avtobiografske izkušnje avtorjev. In meni je tako zanimivo, da mi študenti rečejo, meni se je tudi to zgodilo. Skratka, tudi oni so v tej situaciji, da nekje delajo, da delajo več ur, kot je dovoljeno, da je kršeno, ne vem, delovno pravo in tako dalje. Tako da se oni s temi teksti v bistvu zelo identificirajo. In hočem reči, da danes v sodobno književnostjo prihajajo spet ta delavska vprašanja, ne samo v dramatiko, tudi v poezijo. In zakaj prihajajo? Pa seveda zato, ker ti mladi avtorji so tudi na trgu dela, tudi oni so pogosto prekerni delavci, tudi oni morajo preživeti. Skratka, to ni tema, ki bi bila nekako oddaljena, ampak je njim zelo blizu, je zelo povezana z njimi. Toliko za uvod. Cankarja sem pa zdaj spustila še. Cankarjevi dramatiki pa v naslednjem krogu. Gospod Leo Kreft, če dovolite, bi jaz prebrala ta odstavek iz vaše recenzije. To sem pozabila povedati. Mateja in Leo sta bila recenzenta knjige, tudi med drugim. Pa bom prebrala tale del iz recenzije Lea Krefta. Milohnič ponudi in pojasni razloček med dvema zaključkoma Jernejeve uprizoritvene poti. Med tistim, ki se odloči za mehek zaključek v dobrodelnosti ali v socializmu, ki bo osrečil vse hlapce, in onim, ki vztraja pri razrednem sporočilu, da je rešitev v uporu in revoluciji, celo v časih, ko se je socialistična družba že imela za skoraj popolno. Po tranziciji se Hlapec Jernej spet vrača na začetek. Pri Sitarjevih bo še gorelo, dragi moji. Mogoče to kot istočnico, pa hkrati tudi, ali pa tudi potem vprašanje tudi za naprej, ker si ali prej omenil, recimo, da je prav pridelal kako je skozi različna njegova umetniška stališča ga spremljal, kar se mi zdi kaže tudi tu, ta v bistvu dvojnost, se pravi te sporočilnosti same, pa bi vas prosila, če mogoče malo elaborirate to misel. Jaz bi za to politiko, ki jo Aldo dejansko tudi predstavil skozi dve dramatizaciji, ki sta najbolj
nekako tipski, se pravi Milana Skrbinška in pa Ferda Delaka. Mislim, da ima to svojo osnovo že seveda tudi v Cankarju in da se ta bifurkacija, če uporabim strašno grdo besedo, zgodi tisti trenutek, ko mladi Sitar reče, da ti povem, Jernej, da ti povem, išči si gospodarja drugod. Zdaj, ena pot vodi Jerneja v iskanje pravičnega gospodarja. In ga ne najde, seveda, ampak potem na tej poti postane za nas v Skrbinškovi interpretaciji neka vrste slehernik, gledamo moraliteto, za katero vemo, da na koncu nas naslavlja k etičnemu ravnanju z upokojenci. Če dodam še eno sodobno politično. In taka uprizoritev seveda sodi v Narodno gledališče, kjer je publika meščanska in ji grozi, če ne boste dobro ravnali s svojimi hlapci, bojo težave. Druga je pa seveda tista, ki reče Ivan Prijatelj, da je prepesnitev manifesta komunistične stranke, ki postavi pa množico ne v parter, ampak na oder. Ker v teatru se vemo, kje so bili proletarci, drugi balkon, stojišče. V delovskem modu je pa stvar drugačna, ampak tam razred nastopa v predstavi in s tem seveda vnaprej pojasnjuje, da je bistvo, da ne samo da vzameš pravico v svoje roke, tako kot Jernej, ampak da seveda vzameš proizvajalna sredstva in njihove rezultate v svoje roke, da torej izvršiš repropriacijo buržoazije oziroma sprevrneš kapitalizem. Hecno je, da sta ti dve interpretaciji, prvi sta res prisotni v Cankarju, ne samo v Hlapcu Jerneju, ampak so prisotni tudi v tem, da on nosi v različnih svojih izjavah in predavanjih in tako naprej seboj tako ta etični krščanski socializem zelo močen in seveda po drugi plati ga na nek način nese k socialdemokratski levici, nastanek 1907. leta, takrat so ta razmerja že vidna, še bolj se bojo razplamtela ob aneksiji Bosne in Hercegovine, ki je potem Cankar obiloma komentiral, ker je pač imel iz Sarajeva tudi neposredno poznavanje situacije. Tako da v tem smislu bi rekel, da je ta dvojnost tista, ki daje na nek način moč Cankarjevemu tekstu in tudi tem uprizoritvam, da nikoli ni čist jasno, pravzaprav za katero pot gre. In to je dosegalo tudi take učinke, da je uprizarjanje Hlapca Jerneja po tako imenovani revoluciji bilo lahko zelo, bi rekel, subverzivno dejanje. In ta subverzivnost se je v marsikateri uprizoritvi, zlasti teh po terenu, tako imenovanem amaterskih teatrih, zelo pogosto čutila v različnih situacijah zgodovine socializma. In verjetno seveda zelo paše, jasno, v zdajšnji čas, tako da ni dvoma, da po tisti luknji, ki si je odkril, da je obstajala nekaj časa brez uprizoritev, da se bo spet usule. To je bilo tam konec 20. začetek 21. stoletja, v teh dveh desetletjih praktično ni novih dramatizacij. Času konca zgodovine. Ja, konec zgodovine, ja. Potem pa pride Žiga Divjak, in pač se zgodovina začne na novo. No, mogoče še kakšno besedo o sami metodologiji raziskovanja. Zdaj lahko pač nekako imamo seveda uprizoritve, ki so bile v nekih institucijah in imajo načeloma preskrbljen tudi nek arhiv, pa neko organizacijo te zgodovine. Na drugi strani en kup v resnici neke dokumentacije, do katere si se moral nekako dokopati in hkrati tudi ta obsežnost, se pravi in jezikovna, geografska in hkrati tudi neprofesionalna, ki se je itak, glede na to, da lahko iz tega vidika, da je Cankarjeva pisava, se pravi tako vsestranska, da se jo uprizarja, ali pa Hlapca Jerneja konkretno, v operi, v gledališču, kot na delavskih odrih ali pa ljubiteljskih gledališčih, se fino sliši, ampak pri neki raziskavi oziroma odkrivanju materiala je pa to potem kar zalogaj. Kako si se tega loteval? Hkrati tudi omenjaš, da je v resnici to kot vedno, vedno nedokončana zgodba, da so sigurno še kakšni primeri in da bi lahko v bistvu to še v resnici raziskoval dosti naprej. To je zdaj eno tako,
vprašanje, ki zaseka v živo meso. Če se tako zelo dramatično izrazim. Ja, to raziskovanje je bilo po eni strani zelo vznemirljivo. Ok, prej sem na koncu vodstva sem poudaril to Delakovo fascinacijo nad glacem, se ga ni mogel znebiti do konca življenja, tako rekoč. Meni je tudi začel prihajati v sanje in se ga verjetno tudi jaz ne bom mogel znebiti kmalu. Pač velika mojstrovina je to, res ena največjih, če ne največjih, vsaj proznih Cankarjevih mojstrovin. In je tako večplastna, tako zanimiva, toliko je bilo že napisanega o tem, iz različnih perspektiv. Tukaj se lomijo kopja, levih, desnih, naprednih, progresivnih, konzervativnih, ne vem, bibličnih interpretatorjev, komunistično, ne vem, anarhističnih. Golouh, recimo, Golouh je naredil to prvo delno dramatizacijo v svoji anarhistični fazi, kot anarhist, ki so ga oblasti izgnale iz Trsta zaradi njegove anarhistične dejavnosti, njegovega anarhističnega stališča. In potem kam emigrira, zbeži v Milano, kjer pri tej milanski anarhistični reviji La Rivolta objavi ta en prizor svoje dramatizacije priredbe Hlapca Jerneja leta 10, se pravi takoj že 3 leta po objavi Cankarjeve novele imamo že prvo delno priredbo. Skratka, mislim, prvi tisti, ki je prvi zgrabil za Hlapca Jerneja, je bil anarhist. Skratka, tukaj imamo vse živo in je to, mislim, res, to je pravzaprav neverjetnih storij, kjerkoli se tega loteš, imaš občutek, da ti uhaja, da je ogromno še nekih stvari, ki bi jih bilo treba zapopasti, spraviti v neka medsebojna razmerja in je to izjemno zahtevno raziskovalno delo. Jaz sem se odločil, se mi zdi relativno zgodaj, da ta knjiga ne bo interpretacija Cankarjevega Hlapca Jerneja, da bo to produkt te temeljne raziskave, ki sem poskušal ugotoviti, kaj obstaja, kaj je obstajalo. Mislim, da sem precej veliko tega uspel najti, evidentirati, obdelati. Gotovo še dosti tega obstaja, mislim, se mi je izmuznilo, ampak nameravam se še naprej s tem ukvarjati. In da v nekem trenutku to pač dam v javnost, da še drugi pogledajo in da delim to z drugimi. Interpretacija, zares, ta prava interpretacija, je nekaj, kar si zelo želim in mislim, da to šele pride. Večkrat, ko sem pisal knjigo, me je večkrat vleklo v to smer, seveda, ampak potem bi ta knjiga zelo ekspandirala, pa že tako in tako sem presegal odmerjeno število strani in samo zahvaljujoč razumevanju novega direktorja Slovenskega radiškega inštituta, delno tudi kolegici Barbari Orel, ki je vodja raziskovalne skupine na GRFT in tako naprej. Nekako mi je to uspelo vse spraviti not, če bi pa še malo pisal in dodajal, potem bi pa že izzival potrpljenje in toleranco, vsaj, če ni z drugega, Gašperja Trohe mora skrbeti za finančno vzdržnost te inštitucije. Tako da ta interpretacijski prijem, mislim, da šele pride, je zelo mikaven, ampak mislim, da bi, če bi se razpisal o tem, potem bi dejansko moral izločiti iz te knjige nekatere dele, za katere menim, da so zelo pomembni. Zakaj? Zaradi tega, ker želim s tem pomagati tistim, ki bi se morda tudi želeli ukvarjati s to temo, da jim ponudim to, kar sem že jaz bral. To je zelo preprosto. Je pa povezano tudi z nastankom te razstave. Namreč moj prvotni impuls je bil, da bi to bila razstava, da na nek način opozorimo na
obletnico, 100 let od Skrbinškove dramatizacije in uprizoritve in 90 let od Delarkove. In s tem predlogom sem prišel k tedanji direktorici Slogija. Njej se je zdelo, da bi bilo, ker je res, da to ni zares razstavišče, to je, kot vemo vsi, multifunkcijski prostor, da bi mogoče bilo bolj primerno, da se naredi neko publikacijo, neko knjigo. No, pa sem rekel, dobro, pa dajmo knjigo, dajmo vsaj nekaj. In sem počasi začel, delal sem raziskavo in sem imel to v mislih, da bo knjiga. Na kar je prišla vmes, kot VD druga direktorica, ki je pa rekla, ja, zakaj pa ne bi bila razstava? Ja, jaz sem si želel, ampak naprej še direktorica je rekla, da bi raje knjigo. Ne, jaz mislim, da mora biti razstava, absolutno. In potem sem rekel, dobro, bom pa še razstava. Tako da na koncu je nastala in razstava in knjiga. In pravzaprav se mi zdi super, da se je to zgodilo. Jaz mislim, da včasih je tako neka ta naključja, neke kontingence lahko proizvedejo pravzaprav dobre učinke. In na koncu smo, skupaj s Tejo sva naredila to razstavo in jaz sem potem še to nekako zaključil s knjigo in tako je to šlo. Sam mogoče še en stavek dodam glede tega iskanja gradiva. Seveda pri poklicnih, mislim, uprizoritvah, ki so se zgodile v poklicnih gledališčih, je bilo seveda nekoliko lažje, ker tam obstajajo neki podatki že v repertoarju slovenskega gledališča, potem so seveda arhivi gledališč in tako naprej, je bolj dostopno, ko pa takoj, ko vstopiš ven iz poklicnega gledališča, nastane velik problem. Zaradi tega, ker ogromno tega manjka, izgubljene so stvari, nekateri arhivi so uničeni, zelo pomanjkljivo je in veliko teh stvari je pravzaprav skritih. Se ne obstajajo, niso bili nikjer omenjeni, niso zgodovinjeni. Tako da je to bilo zelo težavno, izjemno težavno in tako kot sem v uvodu napisal, pa mislim, da celo že na otvoritvi razstave, da sem se pravzaprav počutil kot arheolog v Grčiji. Mislim, česarkoli se dotakneš, naletiš na nek ostanek, na neko najdbo, iščeš nekaj in pol mimogrede opaziš, glej, tle je še podatek, da so pa še tam odigrali, vsaj delno, vsaj nek prizor, ali pa so na radiju nekaj interpretirali. Tega je ogromno. Tako da jaz mislim, da popolnoma sem se zavedal, da vsega mi ni uspelo odkriti in na večjih mestih v knjigi pravzaprav pozivam bralke in bralce, zdaj bom pa pozval tudi poslušalke in poslušalce v tej dvorani, da kdorkoli mogoče nekje naleti na kakšen podatek o neki prizoritvi ali objavi, prosim naj mi sporoči. Ker jaz si želim, da bi mogoče, druga izdaja se ne bo izgodila, v Sloveniji ni, to ne obstaja. Več izdaj se zgodijo kaj, mogoče Biblija, Slava Žižek, ali ne vem kaj, to je tam nekje se neha. Drugač pa ni, to se ne zgodi, ampak s Tejo Rogelj načrtujeva, da bi po tej mariborski, gostovanju v Mariboru te razstave, da bi enkrat, mogoče kaj, do konca leta, ne smeva preveč obljubiti, da bi nastala tudi e-razstava, se pravi, da bi Slovenski gledališki inštitut imel to razstavo tudi v digitalni obliki in bi bila permanentna. In moja želja je, mislim, da me Teja potem podpira, je, da bi ob tej razstavi pravzaprav ta del knjige, ki je podatkovni, da bi ga dali na internet in bi potem pač nova odkritja, nove podatke bi samo še dodali zraven. Tako da bi to bilo eno tako odprto delo, odprta baza in bi se mogoče novi podatki dodali zraven. No, ampak sem se tudi spomnila to, da v bistvu kot raziskovalec, ko raziskuješ toliko, mislim, spet v resnici zgodovinski čas, ki je tako ali drugače kočljiv, ker recimo je tudi že bil problem pri arhivu Mariborske drame, ker je zgorel, kar je spet povezano seveda z nekim zgodovinskim časom, kjer so se požili, še vedno se dogajajo, ampak redkeje. V Celju tudi, v Celju je velik problem. No, bi me pa recimo knjiga je poleg tega, da ima seveda pač serijo nekih poglobljenih analitičnih, znanstvenih, preverljivih pač čist podatkov, je v bistvu skozi na nek način so posejane tudi različne anekdote. Pa bom eno prebrala.
Namreč to, recimo to, no, ko se pogovarjamo, kako se v bistvu na nek način, kako so motivi Cankarjevega hlapca Jerneja univerzalni in na nek način brezčasni, žal, in kako po drugi strani se tudi nekako skozi povezujejo z poklicnim in zasebnim, je recimo, zapišeš podatek, da je Skrbinšek po upokojitvi leta 1950 napisal številne dopise, prošnje in pritožbe na razne instance, v katerih je prosil za povišanje pokojnine. To je prva zanimiva, druga se mi zdi pa zanimiva ta, ki se bo tudi povezala mogoče z naslednjim vprašanjem za Žigo. Poleg te eksistenčne vzporednice z likom Jerneja najdemo v Skrbinškovih spominih še neko zanimivo podrobnost. Ko je nastopal v tej vlogi, se mu je zgodilo, da je omedlel, in sicer takoj potem, ko mladi Sitar spodi Jerneja s posestva. Omedlevice je nastopilo v trenutku, pravi Skrbinšek, ko se je pred likom, ki sem ga igral, odprl globok zijajoč psihičen prepad skrajnega obupa. K sreči je trajala le nekaj sekund in se je morala zdeti občinstvu tako logično, da ni zaslutilo resnice. In ker se je ponavljala vsakič znova, je v bistvu njemu tudi povzročala neke težave. Ja. Ampak mogoče... Pol se je pa uspel znebiti tega, tega se je uspel znebiti. Jaz mislim, jaz sklepam na podlagi njegovih spominskih zapisov, da na podlagi neke avtosugestije. Mislim, da si je s tem uspel pomagati in da nekako je uspel iti čez to. Ampak tako kot tam pol na koncu še dodam, jaz se seveda nisem mogel zdaj spuščati v podrobnosti, to sem samo glede na zapisal, ampak se mi zdi, da bi mogoče za kakšnega teoretskega psihoanalitika, da bi to bila zelo zanimiva zgodba, ker Skrbinšek namreč pravi, da on to povezuje z nekimi zgodbami iz otroštva. Tako da bi bilo mogoče zanimiv material za psihoanalitike teoretske. Bi pa ob tem mogoče, če dovoliš, prej na začetku tega nisem omenil, ampak zdaj se mi dala istočnico, bi se pa res rad zahvalil gospe Nini Skrbinšek, ki je pač dala posebno dovoljenje, da se objavi ta ponatis. Tako da mislim, pri njej so tudi še kakšna gradiva, čeprav, tako kot je Teja že povedala prej med vodstvom po razstavi, tudi v Slovenskem gledališkem inštitutu je pravzaprav kar nekaj gradiva in tudi sam Milan Skrbinšek je dosti lepo poskrbel za svoje spomine, ker so bili objavljeni v knjižnici MGL. Sicer en zadnji del njegovih spominov ni bil objavljen, obstaja pa rokopis, pa mogoče bomo počakali tudi objavo tega nekega dne. Zdaj, ker sem že omenil Skrbinška, prosim, ker sem ti zdaj malo pa drug koncept, ampak bi pa ob tej priliki še to povedal, da oba ponatisa sta res ponatisa. Jaz nisem posegel v besedili, samo tam, ker je bilo res nujno potrebno, ker je šlo za očitne tiskarski škrat ali neke tipkarske napake podobno. To sem popravil, drugače sem pustil tako, kot je. Nisem posodabljal jezika, mislim, da sem samo eno izjemo naredil pri Skrbinšku, sicer sem pustil tako, kot je bilo v originalu, da je čim bolj avtentično. Sem pa naredil en vizualni poseg pri ponatisu Delakove dramatizacije. Že izvirna izdaja Delakove dramatizacije iz leta 1932 vsebuje Ravnikarjeve risbe. Jaz sem pa k tem risbam, ki so originalno bile objavljene takrat, pri prvi izdaji, dodal še nekatere druge. In o tem sem govoril zdaj med vodstvom, reprodukcije te, ki jih tukaj vidimo v tej izložbi, za katere sem ugotovil, da so iz leta 1945, Ravnikar jih je naredil za drugo verzijo, torej za Jernejevo pravico, in zraven je pa vedno zraven dodana tudi reprodukcija risbe, ki je bila objavljena v koledarju Cankarjeve družbe za leto 1933, za katere sem prepričan, da so točno te risbe bile uporabljene za diapozitive v upozoritvi iz leta 1932. Tako da zdaj bralec in bralka lahko imata vse pred sabo. To je recimo risba
ki je bila v originalni izdaji iz leta 32, tukaj je risba, na podlagi katere so bili narejeni diapozitivi in tukaj je ta risba, ki jo tukaj vidimo in jo hrani Slovenski gledališki inštitut iz leta 45 za drugo verzijo. Ne. Tako da pravzaprav vidimo to, kar so videli gledalci, ne, v Ljubljani leta 32 in to, kar so videli gledalci v Trstu, ne, kjer je bila krstno upozorjena druga verzija leta 45. Ne. In tam nekje sem napisal, da sem prepričan, da bi se s tem mojim posegom strinjal tudi Ferdo Delak. To je bil največji poseg v ta ponatis, ampak mislim, da je bil v dobro sodobnega bralca in bralke, da pač viš celoviti pogled. Zdaj se pa nazaj, psihoanalizi. Ne, nekako sem želela povezati, se pravi, to neko istočnico psihofizičnosti, ne, ki jo prinese Cankar oziroma Hlapec Jernej, ker se je tudi vaš koncept predstave v bistvu ukvarjal z neko zelo radikalno performativnostjo dela oziroma delovskega, telesnega gibanja v delu, v bistvu na nek način fizično gledališče in hkrati fizično delo. Ja, mogoče tudi malo v tem konceptu, se pravi, če mogoče malo povemo, dogajalo se je v Štihovi dvorani, ki je okrogla in v bistvu ves čas pripovedovanja teh zgodb so trije izvajalci vihteli, temu ste najbrž rekli te napravi, a ste kaj rekli, kako se temu reče? Pač... Ja, nek val, v bistvu. Nekaj, kar ima tri lučaje in to se v bistvu cel čas. Ampak ja, odkud je recimo izhajala ideja, da se poleg vsebine da tudi ta fizična reprezentacija telesa, izčrpanega telesa, ki se v bistvu vrti v krogu in je zelo povedno in pomensko? Ja, del tega se izhaja iz Hlapca Jerneja kot nekoga, ki pač v trenutku, ko telo več ne zmore, da bi sploh lahko še nekako delalo in proizvedlo tisto, če se ne bi živel, je predstavljen kot dejstvo, da mora preskrbeti ponovno za svoje preživetje. Del tega je seveda tudi v tem nekem ciklu, nekem občutku tega, da se iz sistema ne izstopi, zato ker nekdo drug zraven tebe ponovno, mislim, da ti hkrati rinaš tem, ampak tudi tisti zadnji za ta borine to, in potem se zgodi ta neka zaciklanost. Predvsem naj bilo pomembno v bistvu pred našimi očmi gledati, kaj povedo v bistvu te fakti, ki mogoče, ali pa neki podatki, ki izgleda, ne, 300 ur mesečnega dela, kaj to v bistvu pomeni fizično predalo, kaj to izčrpavanje na nek način pomeni. In tudi to neko v bistvu izčrpavanje, ki ne vodi v nič, torej. Ta v bistvu energija, ki jo te igralci v bistvu na nek način uporabljajo v bistvu na odru, ne rezultira v ničemer drugem kot v neki izčrpanosti in uničenju, kar je v bistvu tudi neko glavno orodje temu, da se v bistvu ta upor v teh najbolj brutalnih izkoriščenih, katerim sem bil jaz priča, pač je to, da so ljudje preutrujeni, da bi sploh lahko se na nek način organizirali ali pa se sploh borili. Hkrati pa seveda tudi to neko prepričanje, da so te stvari začasne, da to celo v njihovo korist na ta način lahko zaslužijo malo bolj dostojno znesek na koncu meseca, če je teh ur 300, 320 ali 350, kar seveda presega vse zakonske omejitve in tako naprej. Istočasno pa pač se meni zdaj ta to, kar nekako prisotno neka jeza, ki se nekje nabira in nek potencial, ki mogoče še ni izbruhnil, ampak vidiš, da na nek način bo izbruhnil in da so ljudje v bistvu kolupljeni v neki, ampak v naslednjem trenutku pa mogoče več ne bo. In neka sila, neka moč je tam prisotna. Mogoče, ja, to bi te lahko že na začetku vprašala, ampak smo že povedali, da je v bistvu bila ta produkcija ob stoletnici v nekem obeležju, ampak sam izbor teksta, se pravi, si ti imel izbor, da, a si sam nekako zaznal, da želiš delati v Hlapcu Jerneju? Ne, to je bilo prav, da ne bo Hlapec Jernej. Likovna akademija je delala neko razstavo, pač to pa ne bi bil v bistvu pač prizoritev. To pač se meni z vsem tem, kar se mi zdelo, da se dogaja v družbi v tistem trenutku, oziroma kar se dogaja ob tej obletnici, nekako zdaj pomembno to nekaj drugam predstaviti in v bistvu pokazati na še kako prisoten to izkoriščenje, kako zelo je še prisotno v vseh tkivih v bistvu naše družbe in kako je dobilo en zelo sofisticiran način, kako v bistvu s tem, ko se predlaga odgovornost na podizvajalca, podizvajalca, kako
stvari postanejo na nek način nevidne oziroma manj vidne, manj prisotne. Tako se v bistvu ta odgovornost počasi razporedi, zato tebe pride v bistvu nek dosti zaključen, ali to izdelek, ali to izgradnje, nekaj, kar je v bistvu na koncu se zaključi v nekih teh firmah, ki, ko jih tako pogledaš, v bistvu ne zgleda nič narobe, so cenjene, spoštovane za to in v bistvu prelagajo odgovornost vse nižji in tako pol v bistvu delaš tudi v nekem gradbišču v Ljubljani, možno, da je ta veriga sestavljena iz 8 levelov podizvajalcev. In ta kontrola v bistvu v neki točki preneha delovati. Ne? In potem se zgodi to, da na nekem gradbišču recimo ljudje, eni zaključijo delo ob 3, eni ob 5, eni ob 7, eni pa ob 10 zvečer. Ker pač odvisno, koliko si ti ozaveščen na svojih pravicah, kako je to nadzorovano in pa žal, mislim, da pa v našem slovenskem primeru pa tudi v bistvu se to dosti ujema tudi z narodnostjo, do česa imaš ti pravzaprav dostop in v katerem ciklu tega se pravzaprav ujamaš. Mogoče kako vprašanje iz občinstva, povabljeni? Jaz sem malo pokupil že not in not lepo citirate o Esperanto, ne, se zahvaljujem za to. Drugo je not navedeno, da je za to izvedbo, oziroma dramatizacijo leta 1936 Milivoj Ravnikar naredil neke nove diapozitive, a ste jih našali ali jih poznate? Hvala za vprašanje. Mislim, dovolite, da se tudi jaz vam zahvalim. Prej, ko je kolegica Zala vprašala, kakšna je bila metodologija dela raziskav, kako sem raziskoval. Veliko ljudi mi je potem priskočilo na pomoč. Mislim, upam, da sem se vsem uspel zahvaliti tukaj v uvodu, ampak sem iz previdnosti tudi napisal, da če sem na kakšnega pozabil, da se mu naprej opravičujem. Na vas nisem pozabil, iz te not. In najlepša hvala za to, ker ste mi pomagali. Namreč, ja, torej, zgodila se uprizoritev tega esperantskega prevoda, Modrijanovega, leta 1936. Zdaj, iz teh zapisov vemo, da so nastali tudi posebni diapozitivi, še ena serija diapozitivov v Esperantu, ampak nažalost jaz zaenkrat do teh risb, diapozitivov mi zaenkrat nismo uspeli nobenih najti. Ker not v knjižnici so nemško-francoski. Ja, tam so nemško-francoski. Imamo tudi, mislim, razne verzije se ponavljajo. Mislim, pojavljajo se zelo različne verzije tega, v katerih jezikih so bili izdelani diapozitivi za določene uprizoritve, v katerih jezikih so recimo potem interpretirali besedilo za recimo neko tujo publiko, ki pač mogla spremljati v slovenščini. To je pa sploh v tistem kongresu železničarjev, ki je bil v Ljubljani, so posebej za to recimo izdelali diapozitive v francoščini, v nemščini, ampak očitno so obstali tudi v Esperantu. Žal do nobenih od teh diapozitivov mi nismo uspeli priti, mislim, da teh plošč, ki so jih potem uporabljali za projekcije. Edino, kar imamo, so te risbe iz leta 1945, imamo neke reprodukcije, kot sem prej omenil, v koledarju Cankarjeve družbe iz leta 1933 in podobno. S tem se zaenkrat pomagamo. Jaz si zelo želim, da bi mogoče nekje obstajalo to, da bi obstajale še nekatere verzije risb ali morda celo diapozitivi, vendar zaenkrat mi še ni uspelo najti, ampak nekako nisem še obupal. Če bom najdel, se priporočam. Skratka, evo, tukaj je nekaj ljudi, s katerimi sem bil v kontaktu, ko sem bil raziskav, ki so pomagali vsak na svoj način, z recimo fotografijami, naprimer gospod Tomaž Detleja, pa veliko ste mi pomagali z tem recimo programom Esperantskega kongresa, ki je bil takrat v Ljubljani in v okviru katerega se je zgodila uprizoritev. To so zelo dragocene stvari, kajti
kot sem prej povedal, to je zelo posejano, ne, povsod in če ne dobiš nekje nek namig, ne, neko iskrico, ne, je težko pregledovati stvari, mislim, ne gre, preveč vsega. Ne. Ampak če dobiš nekje neko sled, potem lažje prideš do materijala. Ne, tako da, ja, vračam besedo, da ne bom preveč jezno. Ja, vse počas bomo itak malo zaključili, mogoče samo še kakšne misli se mi zdi, vprašanje za Leva in za Matejo. Na nek način, vprašanje nekega potenciala Cankarjeve misli oziroma njegovih vsebin v današnjem kakršnemkoli mediju že, recimo, ne, predvsem v koraku z našim časom, ker smo že prej omenili, da je pač razdvojenost med neko liberalnostjo in po drugi strani klerikom. Recimo, ker to vprašanje, recimo, ne, ki ga v zadnjem dialogu se konča z enem vprašanjem župnikov, ne, ali je Bog ali ni Boga, ne, se mi zdi, na kaj bi vidva v resnici aplicirala danes to. Če bi res predstavili, ne, koga bi on vprašal, kaj, a se spet vrnemo k pravu, a pridemo do neke paralelnosti med vsemogočnim pravom in vsemogočnim Bogom. Kaj bi bil ta Bog, kjer on sprašuje to ultimativno vprašanje? Čist. Jaz sem filozof, tako da vprašanje je vprašanje, na katerega ni odgovora. Za vsakogar je to retorično vprašanje, ne glede na to, kako si nanj odgovarja. Tako da mislim, da tu ni namen, da bi iskali Boga kot rešitelja, sigurno tudi ne Cankarjev namen, pa tudi ne, da bi v ateizmu iskali rešitev. Tega mislim, da v Cankarjev ni. Tisto, kar se mi zdi za današnji čas najbolj pomembno, ko gledamo to, kar je spravil skupaj Aldo. Tukaj imate le polovica knjige, dokumentarno gradivo in arhivski spisek. Ne. To pove, da se je to igralo zato tolikokrat, v tistih 30 letih neverjetno teh delavskih skupin, celo kmečkih skupin po vaseh in tako naprej, zato, ker teater deluje. Teater ima moč. In to, da ima teater moč, je nekaj, kar mislim, da je najpomembnejše sporočilo za danes. Da je treba teater resno imeti, ne samo strani tistih, ki bi ga preganjali pa cenzurirali, ampak tudi strani tistih, ki ga delajo, ali pa ga delamo, kakorkoli že. Ne? In ta moč teatra bi bila razvidna, seveda, če šli gledati te ljudi, ki so nastopali v teh predstavah, da vse ni spiskov nastopajočih, tudi ti, ki so, ne navajajo recimo množice, množico so igrali tisti, ki so imeli takrat čas, ne doskrat, ne tisti stalni in tako naprej na delavskih odrih. Ampak iz te množice lahko naredite spisek, ko je bilo treba se odločiti, na katero stran je treba iti leta 41, kam so šli. In ta gledališka zgodba je tista, ki je marsikomu povedala, kam je treba iti. In zato ne podcenjevati teatra. Mogoče bi k temu dodal, tej delovi izločnici, da je seveda ta dramatizacija Ferda Delaka je bila neverjetno popularna tudi med raznimi partizanskimi skupinami, mislim, gledališkimi skupinami. In bila kar zelo iskano prizoritveno besedilo. Malo so ga sicer tudi prirejali po svoje in dodajali ponovadi na koncu v epilogu še malo več optimizma, ker pač taki časi so bili, ampak so kar kar precej prizarjali. Jaz bom tudi povedala, o čem je trdoživost tega besedila. Bom malo parafrazirala to, kar je že rekel Flaubert, pa ko smo imeli Charlie Hebdo in tako naprej. Hlapec Ernest sem jaz. To je zelo preprost odgovor, zakaj je ta tekst toliko časa trdoživ, toliko časa živi. Zato, ker se mi zdi, da je to zgodba neke krivice, ki se v taki ali drugačni obliki dogaja, lahko je večja, lahko je manjša, ampak to neko izkušnjo ima vsak od nas. In se mi zdi, da je to neko tako temeljno občutenje, s katerim se prej ali slej srečaš. Če zelo minimaliziramo to zgodbo, na nek tisti najbolj skupen, droben imenovalec. Hlapec Ernest sem jaz.
A bi še ti kaj dodal? Ja, čist malo, ja. Okay. Mislim, tako, mogoče, ker sem jaz v tem obdobju zdaj, ampak tudi iz te neke perspektive se mi zdi ful zanimivo, ker na nek način hlapca Jerneja požene na pot ta neka pralaž, ne, ki je skrita v tem dobrem gospodarju, ki ga ni več. Ne. Torej v nečem, kjer je obljubljal, da se v bistvu zakrije nekaj, kar je prisotno kot izkoriščenje, kot delamo za skupno stvar, ali pa tle smo si enaki. Ne. In v luči te okoljske katastrofe, v kateri se že nahajamo, ne, se mi zdi to neko zelo zanimivo izhodišče, ne, ker tudi tukaj hlapec Jernej v bistvu postreže s tem vprašanjem, kaj je zdaj pravo, kaj je pravično. Ne. In v bistvu hlapec Jernej samo gre po poti in vse pa vpraša, ok, če prav razumem vaš sistem, a naj bi pol to mogli biti tako pa tako in zakaj to ni tako pa tako. In to je neka situacija, ki se meni zdi, da smo v bistvu zdaj nahajamo v njej, kjer v bistvu, če gremo cel krog narediti, pridemo do tega, da ni odgovora, se ne izide. Se ta neka pralaž tega, da ne, te življenje v demokraciji oziroma tega, čemer se zdaj nahajamo, nekako ne izide. Ne. In pa na koncu pridemo do tega vprašanja, kaj je pravzaprav nasilje in kaj je prav in kaj je pravično in kaj je prav. Ne. In pa pridemo do tega, da ne, uporabljanje nekih luksuznih stvari, ki proizvedejo veliko več CO2, kot je potrebno, niso smatrane kot zločin ali kriminal, če pa rečem, da bom to prekinil in pač to uničim, neko privatno lastnino, pa je to še kako kriminal in zločin. V tem smislu se mi zdi, da je potencial pravzaprav neskončen. Zdaj, ko se bliža konec govora, vsakdo bi še nekaj hotel dodati, da izkoristi še priložnost. Zdaj, jaz bi še Dovoliti. Če bi dovoliš. To, ker to avtor ima malo privilegij, minutaže, si odtrgam. Sam to bi dodal, da mislim, ena izmed pomembnih inspiracij za ukvarjanje s hlapcem Jernejem je tudi ta predstava, ki jo je naredil Žiga Divjak. Jaz sem po naključju tudi sodeloval v nekem mentorsko Lorenci pa jaz bila sem mentorja pri tej produkciji, ker je bila to tudi magistrska tvoja, zaključna magistrska produkcija in smo pač takrat v produkciji sodelovali. Skratka, je bilo tudi neko moje osebno navdušenje nad načinom, kako je Žiga to prepoznal, kako je v tem kmečkem hlapcu iz začetka 20. stoletja, za katerega so mi nekateri govorili, pa kaj si ti s tem ukvarjaš, si ti nor? Mislim, to neki kmečki hlapci iz začetka 20. stoletja, pa kakšne zveze to ima z današnjo Slovenijo, z našo Evropo, z našim svetom. Sveda ima, to, kot si ti povedala, Mateja, sveda ima, samo moraš znati to prepoznati, zelo preprosto. Samo moraš prepoznati, tam nekje je skrito, malo izgleda zaprašeno, ampak samo skrito je, samo narediš, tisti prah malo razmakneš in vidiš, da je strahovito aktualno. In to je Žiga fantastično prepoznal. Mislim, in tudi ta odločitev, da napiše kompletno novo besedilo na način, kot je nastajalo, s terenskim delom in vsem tem, jaz sem to z enim velikim navdušenjem opazoval, malo pač sam probal pripomoč z kakšno sugestijo, ampak v bistvu je to absolutno od začetka do konca njegova ideja, njegovo delo. In ta povezava kmečkega hlapca, nekega torej ruralnega izkoriščanca in sodobnega, urbanega, bi jaz rekel, predvsem prekarca, to je nekaj, kar je ta uprizoritev zelo jasno dala vedeti. In pol kaj imamo? Imamo to, da tisti, ki bi morali to absolutno prepoznati, to so pa pedagoški delavci, ki delajo z dijaki, učenci in tako naprej, tega sploh niso poštekali. Njim je bilo to škandalozno, zakaj tukaj ni Cankarja, kje so pa Cankarjeve besede tle, seveda jih ni, ker je to po motivih, ampak točno to bi morali otrokom pokazati. Sami zdaj jaz ne vem, kako je bilo to učiteljem predstavljeno, veš, tudi to je mogoče. Kako je ta informacija sploh do njih prišla? Ok. Verjetno tudi tam bilo malo v smislu... Na kakšen način je bilo to skomunicirano, kako je... Mogoče Cankarjeva doma niso dobro skomunicirali, ampak kakorkoli že gre za to, da je bila ena taka krasna priložnost, zamujena, ker nekako niso opazili.
to je recimo nekaj, kar se mi zdi, da je mogoče zelo pomembno za naprej. Ne? Za tisti, ki se bodo nekoč spet ukvarjali, ne, z hlapcem jedrneje, dejansko ne morejo mimo tega. Ne? Mimo te predstave ne morejo, ker je to zdaj spet nek dolg menik, kot ne morejo mimo te predstave, ne, iz leta 32. Absolutno ne morejo, ker je to nekaj, kar je bil dogodek. To je bil event, to je bil strahovit dogodek, ne? In ga ne moreš ga ignorirati. Ne? In jaz mislim, da tudi ta predstava je bila dogodek, pa naj si misli kdorkoli o tem, karkoli si hoče. Ne? Jaz sem prepričan, da je to tako. Teh 40 let, ne, je seveda Jernejeva mantra. On skozi ponavlja, pri Cankarju on skozi ponavlja, 40 let sem delal, 40 let sem delal. Dajte mi to, kako naj jaz zdaj svojih 40 let shranim v to culo, s katero se odpravljam na pot iskanja pravice. Kaj mi to počnete? 40 let sem delal, nimam nič zdaj. Ne? Jaz mislim, da je ta stvar, ta mantra, ravno tako danes strahovito aktualna, kajti mlajše generacije imajo vse razloge, da se bojijo, kaj bo po 40 letih. Pokojninski sistem, ne, je v takem stanju, ne, da sploh ne vemo, kaj se bo zgodilo. Pokojnine, ne, torej upokojevanje in to, da ti po 40 letih dela dobiš nek denar, da lahko preživiš dostojno, živiš, ne, do konca svojih dni, je civilizacijska pridobitev. Jaz se malo bojim, ne, da se ta civilizacijska pridobitev krha, ne, da je v nevarnosti. Ne. In mislim, da je predvsem, da so v največji nevarnosti pač ti rodovi, te generacije, ki zdaj delajo, ustvarjajo in tisti, ki prihajajo. Ne bi hotel biti preveč pesimističen, ne, in katastrofičen, vendar ne zgleda prav dobro. Tako da jaz mislim, zaradi tega je ta naslov, ne, 40 let sem delal, ne, poskus, da se to poudari, ne, da se opozori, kam plujemo, kam gremo, ne, kam drvimo, ne, če hočete. Ne. Tako da, jaz sem poskušal tudi to besedilo oblikovati tako kot neko popotovanje, seveda to ni popotovanje od Litije do Čateža, ne, to je Levstik opravil, ne, ampak je to popotovanje, jaz bi rekel, od Milana, ne, do kam? Do Ljubljane. Do Štihove dvorane, ne, od onega golouhovega, ne, anarhističnega Jerneja Milanskega, ne, do Ljubljane, evo, to je to popotovanje. Ne, to je ta zgodba. Jaz mislim, da je še kako aktualno. Ja. Mislim, a scena še obstaja, so jo uničili? Ne, obstaja dejansko na nekem podniku. Ja, no. Pa se lahko zavežijo. Ne vem, kaj je. To lahko še spravimo do mlajši. Sem to povem, mi dva stev sva si ful želela, da bi dala tist, kaj že, kako si rekel, da si to, ni mlin, ampak je val, ne, val, mlin, ne. Sva imela idejo, veš, da bi to tudi dala na razstavo, ne, tukaj bi prekršila koncept do dela straniček, bi dala še divjak, ne, ampak potem, če bi mi to dali tukaj, potem ne bi več se tukaj mogli dogajati druge dejavnosti, ne, tako da nisva mogla. Drugače, da veš, da je bila ideja, ne, da bi to bil eksponat. No, ampak se mi zdi, da če scenografija še je, da je mogoče, ja, nikoli se ne vem. Do Maribora, mislim. Ja. Mogoče še kakšno vprašanje iz občinstva. Sicer pa hvala vam, da ste prišli, hvala za sodelovanje, sedim za rdečo mizo. Zdaj pa gremo nazdraviti, ne? Ples je Zdaj, kako smo že rekli? Ples. Zabava in ples. Jaz se veselim plesa. Posle programa zabava sa plesom. Ok, dobro, zmenjeno. Ja, hvala.